Če smo realni, danes za milijon v Ljubljani niti res dobre hiše ne dobiš. Ne? Če si ti nekdo, ki je mož skrbel celo življenje za tvoje osebne finance, pa vam bi se zmešal. Ja, ljudje rečejo, podržile so se stvari. Niso se podržile, inflacija je bila stvar. To je tako, kot da bi izgubili 5-sobno stanovanje eno sobo, ki v bistvu imajo milijone, pa ne vejo, kaj z njimi. Ne vem, koliko NBA igralcev po koncu kariere bankrotirati. Imamo verjetno moške, ki imajo avto, ki je vreden 50% nepremičnine. Kaj pa vi ženske veste o financah, a ne? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, danes imamo pred vami novo epizodo Fire podcasta s Katarino Matejčič. Dobrodošla, Katarina. Hvala za vabilo. Se pravi, danes gostimo žensko, ki spreminja zapleten in nerazumljiv svet financ z vsakim predavanjem, objavo in pogovorom, ki ga ima. Katarina je oseba, ki je zamenjala novinarski mikrofon za finančno opismenjevanje Slovencev. In še nadaljujem. Po več kot 20 letih poročanja o financah za največje slovenske medije, se Katarina odločila, da ne bo samo poročala o denarju, ampak bo ljudem tudi pomagala, da ga bolje razumejo in upravljajo. Njen projekt Investitorka v Pradi, ful zanimivo ime, dokazuje, da finance niso zaprašena tema za moške v sivih oblekah, absolutno, ampak orodje, ki lahko vsakomur prinese svobodo in moč. To mi je ful všeč. Absolutno. Zdaj pa vidim pa, da tudi sodeluješ na Ministrstvu za finance v kontekstu finančne pismenosti in nekako to mislim, da je glavni razlog, zakaj bi se jaz danes v bistvu s tabo ful pogovarjal. Ne zaradi ministrstva, ampak za vse, kar sem tlele prej naštel. Za ministrstvo je dobro projekt. To je good. A sem te dobro predstavil? Mogoče bi moral še kaj dodati, misliš da? Ne, po mojem je to kar več ali manj to. Mogoče edina stvar, ki bi rekla, je, da se po prehodu iz novinarske kariere nisem odločila, da bom to počela, šla v neko finančno pismenjevanje, ki je še posebej specializirano za ženske, ampak tako kot vse v mojem življenju, vključno z novinarstvom, je bil to nek splet okoliščin. Ko sem šla na svoje, sem šla najprej bolj v nek business consulting, ki ga še vedno delam, in imela zelo različne projekte, od pač res nekih business consultingov do vmes enega startupa, nekih manjših svetovanj in podobno. In nekako po spletu okoliščin sem zašla tudi v to finančno pismenjevanje, čeprav je res, da verjetno že zadnjih 15 let za vsako plačo, kredit ali pa kaj podobnega so prijatelji in sodelavci prišli k meni vprašati za nek nasvet ali pa kaj si kaj prebrala, ali pa kaj pogledam, ali pa mi najdeš. Tako da iz tega je nekako in niti ne na mojem zelniku zrasla ideja, ampak spet pri eni prijateljici, ki je me spraševala take stvari in potem rekla, zdaj pa končno razumem, kar si mi ti razložila, in je rekla, kaj če bi ti to res delala. In iz tega je torej iz nekih čist prijateljskih nasvetov biti cheerleader pri vsakem pogajanju za višjo plačo ali pa pri vsakem pogajanju za nižjo stopno obrestno za kredit in podobno, je pač iz tega nastal nek projekt, ki je zdaj dejansko, moj projekt in upam, da s časoma bo postal primarni del mojega podjetniškega udejstvovanja. Top! Veš, jaz recimo za danes sem si prepravil nekaj opornih točk, ki bi se v bistvu s tabo pogovarjal, ampak v bistvu to je čisto free form, ker nekako jaz sem, bi rekel, malo na podobni misiji kot ti, v smislu edukacije. Jaz se sicer fokusiram na vzhodno Evropo, ti se konkretno na Slovenijo, ampak saj to je zelo podobno in v bistvu sem jaz bolj iz softvera izhajam, se pravi iz razvoja produktov, iz razvoja spletnih produktov. In v bistvu, ko smo razvijali kriptomat, smo ugotovili, da ljudje hodijo v kripto iz razloga, ker želijo nekako plemenititi svoje sredstva. Veš, v bistvu to je ta želja, ker mi kot homo sapiens imamo željo nekaj povečati, nekaj več, ali povečati status, denar ali tako, ne. No in generalno so pa ugotavljam, ne, ko opazujem vedenje, na platformi so pa ljudje dosti štorasti, ali pa se ne znajo preobračati. In tudi jaz sam, pri sebi sem isto tako opazil neko progresijo, da sem pravzaprav po mojem postal boljši investitor, ko sem nekako vzel te osebne finance nekako malo pod kontrolo, ko sem se tega malo bolj, s tem začel bolj ukvarjati, veš. Se pravi,
Tako da o tem bi se rad danes pogovarjal, ne? Pa kako mogoče ti vidiš, se pravi, ti si začel recimo z nasveti prijateljem, ali za kredit, ali pri plači, kako se pogajati, predno bilo še marsikaj drugega tle vmes, veš. Lahko rečem nekako, da si ti v tem svetu osebnih financ zdaj profesionalno, oziroma kaj je točno tisto, kar pa počneš na tem področju? Mi lahko malo več o tem prosim poveš. Ja, investitorka v Pradi izhaja ime iz Hudičevka v Pradi, iz filma, ker se mi je zdela obe glavni igralki oziroma glavna lika se mi zdi, da zelo dobro ponazarjata realno življenje in to, kar se ti lahko zgodi, čeprav je seveda pač narejeno na zelo hollywoodski način, ampak ena je tako rekoč iz nič, torej z neke grde račke, nekoga, ki pride v neko veliko establishirano revijo in je pač ta vsa štorasta in čuden oblečena in jo vsi čuden gledajo. In potem z malo pomoči postane cel labod, fashionista in ne vem kaj in se vzdigne in se sicer potem vrne v svoje primarno življenje. Pa vendarle, torej, za neke pomoči se hitro da nekaj narediti, če v to vložiš nekaj truda. Hkrati pa njena šefica, ki je grozna Hudičevka in dobesedno asistentke je za zajtrk, vmes se ji zgodi, da jo mož zapusti in skoraj da izgubi službo. Torej iz nekoga, ki za svoje asistentke niti ne ve, kako jim je ime, ker jih tako hitro menja in za njo delajo vse, skoraj da naloge za njene otroke, bi lahko, če bi bil pač to ne hollywoodski film, recimo kakšen skandinavski, se je lahko zgodilo to, da je ostala brez moža, brez službe in v Ameriki nimaš ti neke zdaj zavarovanja, pa si pol na čakanju, pa dobiš neko nadomestilo. Torej, če nimaš nekih prihrankov, če nimaš urejenih osebnih financ, ti lahko zelo hitro padeš v popolno brezno. In včeraj sem mislim, da na Instagramu, ki je videla neko sliko neke ženske, bivše, kaj je bila, jaz se nisem poznala sicer, ampak neka manekenka, nekaj poročena z nekim hollywoodskim igralcem in prva slika je bila ona vsa fit teče, druga slika v tem trenutku je brezdomka in denar zbira za tem, da zbira plastenke in podobne stvari. Torej, čeprav si morda živel v Hollywoodu tam v neki vili, pa si imel bogatega moža, ki je vse zate naredil, ampak ti tega nisi nekaj malega dal na stran, nisi poskrbel, da ne vem, ti je saj nakit ostal, ki ga lahko prodaš in si mislil, da bo vedno tako, lahko iz hollywoodske vile padeš v škatlo nekje na Kaosa v rodu. Oziroma, tako da in zato sem zbrala ta naslov, plus da je catchy, in investitorka v Pradi, plus slovenščina ima ta lep plus, da imamo za moško in žensko obliko, torej investitor, investitorka, ker v angleščini ne bi bil tako zanimiv ime, ker bi bil samo investor, torej moška oblika. In iz tega je pač to prišlo, pol še tudi, kako sem logo naredila, ki je spet bil nekako potegnil, oziroma ideja je prišla o tem. Namen tega je, da se ženske sploh začnejo zavedati, da je to nekaj, kar je v življenju ekstremno pomembno. Bistveno bolj kot to, da znaš prešteti kalorije v eni kumarici. Saj super je, da se giblješ, jaz vsak dan telovadim in sem pridna in vse, ampak če bi mi vsaka toliko energije vložila v neke osebne finance, kot vložimo v, ne vem, to, da boš spekla 7-nadstotno torto za otroški rojstni dan, pa jih probaš 5, pa razpadajo, pa 7 je pa dobra, ali pa ne vem, to, da boš imela res čvrsto rit in podobne stvari, to terja ure in ure dela, če bi ti si samo vzel vsak dan 10 minut za svoje osebne finance, bi bili vsi bistveno na boljšem, predvsem pa, torej, že sam zavedanje, da je to pomembno, sploh, ker meni ni jasno. Mene vedno vsi sprašujejo, pa sploh, ker še sem bila novinarka, pa recimo, ker sem šla na Bloomberg, sem imela par intervjujev, pa so mi vsi vprašali, zakaj te zanimajo finance. Moje vprašanje je, zakaj ne? To je edina stvar, ki jo imaš od prvega dneva, ko dobiš nek denar v roko, že ne vem, ko si star 3 leta, ti v šparočok nekaj vržejo. Pol dobiš ne vem, 10 recimo prvo žepnino. Pa v bistvu že zelo zgodaj začneš dobivati od babic in detkov dinarčke za sladoled in tako. In potem pa imaš neko žepnino, štipendijo, v končni fazi imaš nadomestilo za brezposelne. Pač s tem denarjem moraš ti nekako preživeti. Vsako kavo, ko greš, ne glede na to, stane €70 ali 3,40, kar je zdaj v Ljubljani, pač moraš uračunati, kako bo šlo v to v nek kontekst. Prva moja želja je, da se ljudje sploh začnejo zavedati, da je to nekaj, kar je pomembno. Čist vsak od nas. Mislim, tudi če si royalty, pa imaš nek fund, se ti lahko zgodi, da enkrat ta fund usahne. Zato moraš paziti za to, da ti ne. Ker lahko znaš zelo dobro z milijonom
operirati, če smo realni, danes za milijon v Ljubljani niti res dobre hiše ne dobiš, ne? Tako da lahko ta milijon takole zapraviš in potem daš še ful za opremo, pa ugotoviš, da nimaš denarja za vso elektriko, pa za ogrevanje, pa za zavarovanje, pa za če bo še kakšen davek, ne. Zelo hitro lahko, ne vem, koliko NBA igralcev po koncu kariere bankrotira. Torej, zelo hitro se ti lahko stvari zalomijo, ne. In ja. Dosti je tako, te lahko prekinem? Ja, kar. Dosti imaš, v bistvu se mi zdi tako, recurring, oziroma ponavljajoča tema je v bistvu to, da to neznanja, ne, se pravi, ti lahko prideš do enega denarja, pa so primeri ljudi, ki pridejo do denarja, ne, ti se recimo fokusiraš predvsem s tem svojim projektom na eno persono ženske, verjetno, so to podjetnice, so to poslovne ženske? Mislim, jaz sem šla na ženske iz dveh razlogov. Prvi zato, ker jaz malo bolj razumem, ne, ker jaz zelo dobro razumem, kje trošimo in kako trošimo, ne, ker recimo ravno zanj sem dobila od nekoga, ki ga ne poznam na Instagramu, vprašanje, ali mi lahko svetujete, kolikšen delež svojih sredstev, ne, naj dam za avto. Sem rekla, ok, tlele imamo ženske popolnoma drugačno mnenje kot moški, ne. Zdaj pa spet vprašanje, imamo še kakšne naložbe, je to samo nepremičnina, ampak imamo verjetno moške, ki imajo avto, ki je vreden 50% nepremičnine. Verjetno je tudi kakšen, ki ima, ne vem, avto za 300,000, pa hišo za 400, ne. Moj avto je vreden 1% moje nepremičnine in manj kot moje naložbe, ne. Ampak jaz sem ženska in meni avto nič ne pomeni. In veliko žensk je takih, razen če nam kdo avto kupi, ne. Lažje razumem, kako tere stroške imamo, kaj nam pomenijo, kje res moramo trošiti, čemu se lahko odpovemo in kako nasplošno razmišljamo. Tako da to je en del, zakaj sem se odločila, zato ker pač se lažje uživim. A pa bi rekli, da so to bolj podjetnice, so bolj neke poslovne ženske? Glede na to, da je pač to projekt od letošnjega leta, jaz bi rekla, da je to nekako višje izobražene ženske, vsekakor, ki pa hkrati so zelo dobre na svojem kariernem področju, zelo malo pa vejo o osebnih financah, ne? Oziroma celo nič. In tukaj niso leta niti pomembna, ne? So z različnih let te osebe. Najbolj bi bilo, da začnemo v osnovni šoli s tem, ne? Ampak recimo, če bi rekla, da moja neka glavna ciljna grupa je nekje od 30 do 55, ne? Torej še nekako delovno aktivni, ampak ja, ne? Sam en podatek, zdaj je prišla nova Forbesova lestvica milijarderjev ven, ne? Samo 13,4% je žensk, od lani se je njihov delež povečal za 0,1 odstotne točke, torej nič, in velika glavnina je vdov. Torej, ne, niso, seveda pač tudi možje ne bi bili tam, kjer so bili, če ne bi bilo njih, ne, ampak to niso bile nekdo, ne, ki so se same naredile, velika večina. Ali so podedovale po familiji, po možu, torej moraš ovdoveti, da rateš res bogata, ne, če si ženska. In ja, tudi, ne, 60-65, mislim, dejansko ženske živimo več. Če si ti nekdo, ki je mož skrbel celo življenje za tvoje osebne finance in se njemu nekaj zgodi, mislim, kaj boš pa zdaj? Tako da, jaz mislim, da ciljna grupa je od trenutka, ko govorijo, do trenutka, ko nehajo. Se pomanj, da boš vedela, moji tudi možje nimajo zadosti znanja o financah. Moški nimajo pojma sploh, ne, ampak večkrat se jim zdi, da vejo kot, ne, recimo, ko sem prvič imela event, pa so pač prijateljice pa udeleženke objavljale storije pa to, mi je ena rekla, da ste prav 2 napisala, kaj pa vi ženske veste o financah, ne. Mislim, jaz, dragi moj, da razen, če nisi ti zdaj nek resen finančnik, ne, mislim, da vem precej več, ne, ker če ne drugega se s tem ukvarjam, vsaj na novinarski ravni sem to delala 23 let in kot novinar, kar je dobra stvar novinarstva, je to, da res se poglobiš in veliko različnih tem imaš, ne. Ti tudi, če si recimo v upravi, si finančnik, si prodajnik, si razvojnik, ne, si točno za eno področje, ne. In ni nujno, da nek član uprave je ful dober v osebnih financah. Jaz poznam ekstremno veliko ljudi, bogatih, uspešnih, celo predavateljev na faksih, ki v osebnih financah nimajo pojma, ki nimajo urejenih trajnikov, ki mu pač izklopijo nekaj zato, ker pozabi položnico plačati. Saj to sem tudi, kaj sem v bistvu pelil vprašanje, recimo, zakaj sem rekel, če so podjetnice ali pa mogoče, niti nujno, da so podjetnice, lahko so neke na visoko izobražene ženske, recimo, ki so na nekih takih položajih, ki so pač tudi več plačane, ne. Ker point je to, ne, da se mi zdi tako ljudje zmotno mislijo, saj če nekdo na nekem položaju, on pa v bistvu nekaj ve o financah, ampak v bistvu dosti podjetnikov, ne, se mi zdi tako naredi en narod ali pa in potem zares ne ve točno, kaj s tem denarjem narediti, ne zna ga oplemenititi in v bistvu veliko tle sem se že ukvarjal z inflacijo,
inflacijo, a ne, in pač te teme se danes nekako nisem nameraval dotikati sploh, ampak pač folko požre recimo inflacija, veliko tega, kar so ustvarili, pa so delali desetletja, veš. Na vrhuncu je bilo 17% v 3 letih, ne? Ja, sej, ali pa nikamor ne dajo ta denar, ne, in za tega imajo na banke recimo, ali pa ne vem kje, ampak ja, to, kar sem rekla, še enkrat, ne, ravno zato, ker sem pač se celo življenje gibala in pokrivala gospodarske teme pretežno za moškimi, sem vmes poznala res veliko ljudi, ki so ali zelo uspešni člani uprav, ne vem, področji direktorji oddelka, ali pa celo podjetniki in lastniki svojih podjetij, ki v bistvu imajo milijone, pa ne vejo, kaj z njimi. Ne? Tako da ja, edini način, kako narediti denar, so v bistvu znali s to svojo aktivnostjo, s to svojo dejavnostjo, v kateri so bili dobri. Ja. Zdaj pa kako to zdaj še naprej. Ne? Nekaj je biti investitor, drugo je pa biti recimo, ne vem, uspešen, kaj se vem. Menedžer v končni fazi. Ja, ampak recimo, da imaš firmo za, ne vem, leseno pohištvo. Ne? Mogoče ga znaš super narediti. Ja. Mogoče ga znaš super prodati, zdaj pa imaš ta denar na računu, kaj pa zdaj z njim. V končni fazi sej nismo vsi za vse. Kot sem že prej rekla, uprava ima različne člane velikih podjetij ravno zato. En je dober za marketing, en je pa dober za razvoj. Ne more biti v Krki, ki bo dober zdravila prodajal, hkrati biti ful dober razvojnik. Ne moreš, pač enostavno ne moreš. Hkrati pa vsi mi, ne glede na to, kaj si, ne glede na izobrazbo, bi mogli to poznati. Moja ciljna skupina so mogoče, kot sem delno opredelila, ženske po letih in po izobrazbi, ampak bolj zato, ker se te mogoče hitreje začnejo zavedati, da jim to manjka. Ampak jaz mislim, da je moja ciljna skupina vse ženske od srednje šole naprej. No, da beste, ker se dotikaš v bistvu šole, ti imaš v bistvu magisterij iz financ, vsaka čast, jaz njen nobenega magisterija iz ničesar. A bi rekla, da se to direktno lahko prevede magisterij iz financ v znanje ali pa v skill, v sposobnost recimo vodenja osebnih financ in investiranja, ali je zares to znanje, ki ga imaš danes, si ga v bistvu ločeno pridobila, nevezano na to šolo, ne? A se ti zdi povezan? Mislim, zagotovo ti da neko globino, pa neko širino, ampak recimo, če tako rečem, jaz imam narejen dodiplomski študij trženje in tržno komuniciranje na FDV-ju. In recimo, da od tega, kar zdaj vem, sem se na tem faksu naučila recimo 5%. FDV kot tak ti da neko res širino, ker imaš v prvem letniku osnove politologije, osnove sociologije, antropologije, je fajn za neko osnovno izobrazbo, za neko širšo sliko, da malo boljš razumeš svet in ljudi. Ampak zares, tudi mi smo bili recimo izučeni, zato moji sošolci so bili vse, od direktorja trženja, PR-ovca, kreativca, to so tako različne stvari, da ti moraš dejansko na tem delovnem mestu se dodatno priučiti. No in potem sem šla naprej na magisterij, takrat še znanstven, in sem šla pač v slovenščini se reče poslovodenje in organizacija in potem sem pač odločila za smer in sem šla iz smer finance. In recimo, da to mi je pa dalo nadaljnjih 15 do 20% tega, kar zdaj vem. In spet, moji sošolci so v tako različnih branžah in poslih, tebi da neko, mi smo imeli vse od mednarodnih financ, mikro, makro, finance 1, finance 2, dobiš nekaj, ampak zdaj spet biti revizor je nekaj čist drugega, kakor biti, ne vem, nekaj drugega. Ali pa korporativne finance. Pač ti spet moraš za vsako, absolutno te nekaj nauči, ampak jaz še vedno moram reči, da v teh 23 letih, kar to delam, medtem ko te čisto osebne finance, kar zdaj delam, to je pa predvsem osebne izkušnje in izkušnje ljudi, s katerimi sem jaz pač vsa ta leta na tak in drugačen način sodelovala, ne poslovno. Iz tega izhaja, ko jaz dejansko čisto v praksi vsak dan vidim, kaj človek ne ve, kaj človek ne zna. Ljudje pač enostavno recimo že ne ločijo neto, bruto plače. In če ti ne poznaš tega, če se ti ne zavedaš razlike, če ti ne veš, kaj ti različne oblike pogodbe o delu pomenijo, tebe lahko delodajalec resno izigra, ker je vedno seveda močnejša stranka. Ti imaš tam, jaz recimo, ko sem se pogajala, pa se je pogajala moja šefica, pa moj producent, pa še moja kadrovnica. In so bili pač na drugi strani 3 ljudje. In recimo meni se je zgodilo, da so enkrat mi predlagali, da bi šla pač na nekoliko drugačno obliko. In so rekli, gledaj, se tvoj neto bo popolnoma isti. In bi res bil. Ampak
moja socialna varnost in moja oportunitetna izguba na naslednjih 40 let, to je šlo, ker sem naredila izračun, ne jaz, ampak aktuarji, to je šlo v 100,000 evrov. In če ti, jaz sem pač prišla potem z takimi izračuni, ki jih itak noben ni razumel, pa z zahtevami, ki jih je še pol odvetnik dopolnil, pa pač sem res rekla, ne, ali sprejmete ali ne, ampak če ti ne veš, kaj ti s tem zgubiš, se ti ne moreš pogajati, ker sem jaz s njimi rekla, pa ste vi nori, jaz bom imela, ne vem, 300,000 nižjo pokojnino, če gledam, da bom živela 30 let, ne, in bi imela sicer neko dobro pokojnino, da bi imela pa neko bedno, pa preračunati, ne. Ne vem, bom imela tako bolniško, porodniška enako. Če mi odpustite, absolutno slabša socialna varnost. Ful je bilo nekih kriterijev, ki so pač pravno-ekonomski, ampak če se ti za svojo osebno plačo ne znaš niti tega, te lahko hiter, ne, če grdo rečemo, nategnemo. Seveda delodajalcu ni, da te bo zdaj plačeval, ne, to, kar ti hočeš, ne? Ker seveda, če bi vsak mu dal to, ko on hoče, bi firme verjetno delale večinoma minus, ne? Ampak če ti nimaš argumentov, zakaj se ti pogajaš, ne? Kako ti njim poveš, da na to ne pristaneš, ker če ti sploh ne razumeš razlike, se nimaš kje pogajati, ne? In mi smo se recimo takrat pogajali več kot en mesec, seveda sem na koncu dobila vse, kar sem hotela, in potem mi je rekel, no, naslednjič, se grem pogajati, se grem s tabo, ker pač, ne? Ampak moji sodelavci niso tega poznali in so jim prišli s ponudbo in so rekli ja. In sem rekla, pa si ti nor. A ti povem, kaj vse je narobe, ne? In vedno je rekel, ja, pa veš, so mi dali pol čez, ne vem, potne stroške, pa čez neko drugo stvar. Rekla, glej, če greš na bolniško, ne, pa rekla, sej dobim dodatnega jurja zraven. Rekla, glej, bolniška ti to odpade, ne? Ko bo šla po kredit, ti to ne gledajo. Porodniška ti ne gledajo, pokojnina, ti to ne gledajo. Super, da ti to si plačo zvišaš, ne vem, 100-500,000 evrov, kakorkoli, recimo v svojih 20-ih, ne? Ko ti je predvsem važno, da normalno živiš. Ne moreš pa ti to v 30-ih, 40-ih na ta način to delati, ker potem boš nikoli ne imel svojega lastnega stanovanja, za pokojnino itak ne imel nič, kaj šele, da bi otrokom kaj dal, kaj šele, da bi jih kam v tujino poslal na šolanje oziroma študij. In zelo osnovna stvar, kako ti razumeš, na kak način si zaposlen, kakšna pogodba ti prinese, kakšno davčno obravnavo, kaj zate plus, kaj minus, torej nekaj zelo osnovnega, tebi lahko življenje ful spremeni. In jaz sem bila vedno za delodajalce zelo pain in the ass, ne? Ampak na koncu sem vedno dobila vse, kar sem hotela. Je pa tudi res, da sem imela vedno pač to srečo oziroma ta plus, da sem si lahko privoščila, da sem rekla, ali dobim ali pa grema, ne? Ker če si ti v zelo težki situaciji, pa skrbiš še za 2, 3, 4 ljudi, ne, si ti ne moreš prvoščati iti na nošo, ne. Jaz sem vedno lahko šla in se mi je pač ta igra na vse ali nič vedno izplačala, lahko se mi tudi ne bi, ne. Ampak sem pripravljena tvegati, ne. Seveda, ko pa ti nekaj nujno rabiš, si v ful slabši pogajalski poziciji, ampak jaz poznam primere, ko so imeli ljudje tako pogajalsko pozicijo, da jo lahko sanjaš, pa niso od nje izkoristili nič, ne. To je težava. Sej ne moreš jo vedno, ampak ko pa dobiš, ne, kot da bi igral poker, ko dobiš dobre karte v roko, jih izkoristi. Ker jih ne dobiš vedno, ko pa jih dajmo izkoristiti. Ful zanimivo, recimo zdaj, ko mi govoriš, dosti govoriš v bistvu o temu, recimo, naprimer, pogajanje o plači, pa bi verjetno tudi pogajanje za obrestne mere ali pa za take stvari, ker naprimer nisem nekako pomislil, ker razmišljam o osebnih financah, jaz sem bolj razmišljal o razumevanju prihodkov pa izdatkov, pa recimo nastavljanju svojega osebnega standarda nekje tamle, do kam, se pravi, do višine, ne prejemkov, ampak nekaj nižje po svojimi prejemki, zato da si lahko ustvariš neko razliko, ki jo lahko investiraš v neke stvari, zato da si lahko ustvariš ta buffer, glede zato, da v končni fazi, da imaš tudi možnost, recimo, če pride do pogajanja, da se imaš možnost pogajati, da rečeš, ne, to mi ne odgovarja, zato, recimo, da imaš pač, kar sem se z ljudmi nekako pogovarjal tako, ne, najprej to, kar sem ti povedal, se pravi, nek recept dobrih osebnih financ ali karkoli. Jaz bi v bistvu do tega na koncu nekakrat prišel, ampak zdaj se še malo ukvarjam s tem, kje smo mi nekako kot družba, pa kako
recimo, ti si šla imaš res tako visoko izobrazbo, ampak kljub temu ta izobrazba ni dala teh nekih mogoče osnovnih finančnih pismenosti ali pa nekih znanj, ki ti recimo zdaj, kakor te dojem, misliš, da bi moral vsak človek imeti že verjetno veliko prej, a ne? Ne, absolutno ne. Mislim, v končni fazi je bil to še vedno magisterij. Jaz sem bila stara od 24 do 26, ko sem ga delala. Ne? Ampak jaz sem recimo po 24 kupila svoje prvo stanovanje in sem se zakreditirala in zaradi tega sem imela zelo hiter rešen stanovanjski problem. In to je bila recimo moja prva in še zdaj, če pogledam, kakšni so bili donosi, ekstremno dobra naložba. Ne? Ker glede na to, koliko sem dala pred 20 leti in koliko bi danes dobila ven, ne? Mislim, verjetno, če bi izbrala neko res hitro rastočo delnico, bi bili donosi še večji, ampak jaz bi mogla nekje vmes živeti in ne bi imela toliko denarja, da vsak mesec dajem na stran. Ne? In tudi verjetno se ne bi zakreditirala pri teh letih zato, da bi vložila v neke delnice. Ne? Ampak verjetno tudi zato, ker če bi mogoče imela odprej izobrazbo, ne, bi pa mogoče šla že prej v to. Nisem tak tip človeka. Ne. Vse smo ženske, kar se tega tiče in tudi zato se jaz lažje poistovetim. Manj skočimo na glavo lih tam, kaj včasih bazen tudi sam poln. Jaz recimo pri tem stanovanju sem imela ekstremno srečo. Vzela sem ga torej pri 24, delala sem še magisterij, nisem bila niti redno zaposlena, vzela sem ga na švicare in na variabilno obrestno mero. Torej vse narobe. Ampak jaz sem takrat bila to je bilo sred prvega letnika magisterija, jaz sem delala že skoraj 4 leta na financah in jaz sem prepričana, da jaz absolutno razumem valutna tveganja. Seveda mi noben to ni povedal niti v 2 stavkih, razen da mi je nekdo rekel, vse veš, da dobivaš plačo, takrat so bili še tolarji celo, da dobivaš plačo v tolarjih, in sem se rekla, vem, in tudi moj oče je finančnik, pa je rekel, pa sem rekla, jaz sem si preračunala in jaz sem takrat približno razumela situacijo, je pa res, da noben, vključno z mano, si ni predstavljal, da ne vem, koliko je bilo to, mislim, da 8 ali 9 let kasneje, da bo švicarska banka nehala fiksirati švicarski frank. Ampak tega ni mogel predvideti noben, tako da jaz sem takrat zelo vedela, zakaj sem se za to odločila in sem delno razumela tveganja. Nihče pa ni se do takrat toliko poglabil v to, ker glede na to, da so celo profesori ekonomisti tožijo, da niso razumeli pogodbe na banki, ko so vzeli v švicarjih, celo nadzorniki in podobno. Tega se ni noben zares zavedal. Ampak jaz recimo sem nekaj razumela, delno zato, ker ne vem, očitno nekako, ne vem, denar se mi je vedno zdel nekaj, kar je fajn malo dobro znati upravljati. Relativno recimo, da nekaj malega sem tudi od očeta dobila od mame zihar, ker ni ravno finančnik. Recimo, tukaj meni malo tako pride na misel, time in the market beats timing the market. Se pravi, ti si, če tako pogledaš ful mladih letih zares, šla v neko naložbo, ker tudi sama za njo vprašam, mogoče sem se tle zafrknila, tam sem se zafrknila, ampak ker si toliko časa zares v bistvu v tej naložbi, je nekako se to izgladilo, oziroma na koncu se zdaj celo izkazuje, da je dobro. Imela sem srečo, ker sem kar se tiče Švicarjev, vzela dovolj zgodaj, da sem tist plus razlike v vrednosti, Švicarja in evro, da je šel še v moj plus. Če bi vzela 2 leti kasneje, vprašanje, kaj bi bilo. Ampak kot rečeno, takrat noben ni o tem razmišljal, jaz sem približno razumela, kaj je tveganje, seveda pa tudi pri 24 nisem pomislila, da bo 8-9 let kasneje švicarska nacionalna banka se nekaj odločila in seveda noben ni tega mislil, ker sicer ne bi noben vzel v Švicarjih. Ampak jaz sem imela precej sreče v celi te zgodbi, hkrati sem pa vseeno ujela nek timing, vseeno sem raziskala trg in vseeno sem se zavedala določenih tveganj in sem si zelo jasno preračunala, zakaj jaz to v tistem trenutku delam. Ko vsi ostali so mi rekli, a si nora, kredit pri 24, kaj pa če te prime, da bi šla okrog sveta? Ja, pa stanovanje oddam, pa grem okrog sveta, pa pridem nazaj, vmes ga oddajam, pa bi dobila še več, kakor je bila kredit obrok, pa imam še vedno stanovanje. Če ti si v najemu, boš isto plačeval, pa boš šel za 1 let okrog sveta, pa ne boš vmes bil na nuli, pa ne boš imel nikamor prijeti. Tako da
moji takratni vrstniki, tudi recimo moji sošolci s podiplomca, torej finančniki, nekako še niso bili čisto redi, zdaj se pa zavezati banki, pa to se mi je zdelo tako, moškim se nasplošno zdi to nekaj vezati. Še zdaj poznam par ljudi, ki imet kredit, jih kar stiska, pri srcu. To je preveč zame, jaz se ne morem zavezati. Ne. To, če si v najemu, ti moraš vsak mesec plačati to najemnino. Enako si zavezan in banka te bo bistveno dlje gledala, da nekaj ne plačaš, sploh če javaš, pozamaš nek moratorij, kakor nek najemodajalec, ki mu jih 10 tam ne stoji, da pridejo. Ne. Tako da jaz sem zelo premišljeno to naredila. Ne. Jaz, ko sem prišla domov in rekla staršem, da bom kupila stanovanje, mama mislila, da se mi je rahlo odpeljala, ker sem pač imela nek razhod s fantom, pa je pač mislila, da sem zdaj malo v stresu pa to. Ne. Jaz sem dejansko vmes že pogledala nekih 6-7 stanovanj, bila že na banki, se že vse zmenila in jaz sem prišla domov s popolnoma izdelanim načrtom. Ne. Ni bilo to tako, da sem jo zdaj nekaj posanjala, da pa nek nar mi je padel z neba, pa ne vem kaj. Jaz sem pač si naredila čist načrt že takrat. Ne. Je pa res, da sem pač malo tvegala in na srečo se mi je takrat tveganje obrestovalo. Lahko bi se pa tudi drugače zapeljala, ampak če pa sploh ne probaš, pa pol ni nič. Ne. Ampak osebne finance, to, kar si prej rekel. Ne, del se tega malo takam. Se pravi, kaj se ti zdi, da je nekako mogoče ali ena prava pot, ali pa kad ti recimo začneš nekoga obravnavati, kaj so te kriteriji ali parametri, ki jih izbiraš? Mi predvsem pogledamo, ne, jaz v glavnem nisem nek zagovornik tega, da zdaj si nič ne prvoščaš, paraš in boš nekoč v neki prihodnosti, ki lahko obstaja, lahko pa tudi ne, nekaj imel, ne, in boš na koncu, ne vem kaj, vse odnesel sabo v grob. Niti nisem zagovornik tega, itak ne veš, kaj bo jutri, dajmo pač uživati v tem trenutku, to je vse, kar imamo, ne, pa bomo pa jutri videli, kje smo. Ne. Meni se zdi pametno seveda uživati, sploh zdaj, ko smo na piku lifea, pa pač si že dovolj pameten, da znaš uživati, pa nimaš toliko obveznosti, pa mogoče tudi v službi, biznis imaš že malo bolj ležerno, hkrati pa ni, da te vse boli. Tako da... Kaj spravim, boš biti bogat celo življenje, kakor reven en dan. To pa res. Tako da ampak zdaj kako do tja, veš, ne? Kakšen je recept, ne? Kako se tega lotiti? Mislim, še enkrat, jaz predvsem, da ljudje sploh začnejo na svoj denar, ki ga imajo na računu, ne, da ga začnejo gledati kot nekaj, s čemer je treba upravljati. Da to je nekaj, kar zahteva neko vodenje in nek pristop, ki ni ne zahteven, ne nekaj, kar bi rabo magisterij iz financ za to ali pa karkoli. In mi gremo najprej s puncami čez te čist neke osnovne koncepte, potem jim pa jaz predvsem pokažem, da ker vse, seveda, če pa hočeš imeti vedno več, moraš pa nekaj tudi vlagati, ker če porabiš vse, kar imaš, ni nič. In tudi, če malo pustiš, pa daš gor na banko, boš imel tudi vedno manj. To pomeni, da nisi s tem nič kaj dosti naredil. To pomeni, da je fajn tudi nekaj vložiti. In mi gremo v bistvu pogledati, kje lahko s popolnoma istim življenjskim standardom, kar pomeni, da to ni niti ena kava manj, niti ena masažica manj, niti ena oblekca manj, kako imaš ti konc meseca 100, 200, lahko celo 300 evrov, odvisno kot imaš budžeta in koliko si razsipan, več. In ko zdaj ugotovimo, potem začne ljudje tudi drugače zapravljati, drugače svoje prihodke. Ko jaz pol gledam te kakšne finančne nasvete, pa je tako, odpovej se vsemu. Poglej, a to res rabiš. Jaz nočem živeti tako, da se moram čisto za vsako stvar vprašati, a jaz to res rabim. Verjetno itak ne rabim, itak imam vse. Ampak, da se ne rabiš tega sprašovati, ampak da res ti denar ne leti tam, kar ni treba. In ko zdaj teh 200-300 evrov, kakorkoli imaš, najdeš, jih pa lahko, spet tudi to razložimo, nekam vložiš. Kam je seveda odvisno od tvoje starosti, od tvojih preferenc za tveganje, od tega, koliko časa imaš, a ti to vlagaš zdaj za 2 let, ali za 5 let, ali za 10 ali 20. Zakaj vlagaš? A si torej lahko prvoščaš vmes 50 minusa, pa pol 500 plusa, ali ta denar nujno rabiš, pa imaš raj 5 plusa, ampak recimo hočeš kupiti stanovanje in da ti zdaj denar ne zgublja vrednosti, boš dal neko varno naložbo z nižjim donosom, ki pa se ti bo še vedno ohranjal vrednost oziroma celo malo bogatil, ker ti čez 1 leto, recimo, da si že kupil stanovanje in je novogradnja, rabiš to plačati. Torej ti si ne moreš prvoščati, da se ti zgodi to, kar se nam dogaja zdaj v zadnjih dneh, in imaš ti
ne vem, v enem tednu 20% dol, ker ti še vedno rabiš 100 enot, ti ne moreš imeti zdaj 80, a ne. Če pa je tebi vseeno, ne, kaj se v 10 letih zgodi in si sicer mislil vzeti ven tudi čez 10 let, ampak če bo lih čez 10 let kriza, pa lahko tudi čez 11 ali pa 12, ne, ali pa kaj je res full peak 8, pa pač na 8, je čist drugače, ne. Tako da, se pravim, predvsem ljudje začnejo čist drugače, to so rekle punce, gledati na to, kaj sploh denar je, kaj se da z njim početi, zakaj je pomemben in da stvar res ni težka. Ne? Tako da jaz sem bila ful vesela odzivov teh, ki so do zdaj bile pri meni, ki so vse rekle, da pač predvsem, da drugače gledajo na stvari. No. Ne vem, ena je šla recimo prvič vprašati, če sploh lahko dobi kredit. Ena je vse položnice optimizirala. Ena je odprla dejansko trgovalne račune, kripto, zlato, delnice. Pač vsaka se je nečesa, pač vsaka ima drugo preferenco, ne? Ampak vsaka je nekaj naredila. Pač dali je misliti in nečesa se je lotila. Kaj? Odvisno od vsake od njih, a ne? Ja. Jaz zdaj ne moram, če jih imam 25, vsaki dati na svet. Ja, za nekoga je mogoče, da nima recimo 5 streaming subscriptionov oziroma teh naročil, za nekoga drugega je pa to mogoče na rabih na petrol skozi kaj kupovati. Jaz optimiziram, mogoče lahko nekaj drugega, ne? Zdaj pa sploh, ko sem se začela s tem ukvarjati vse, ne? Lih včeraj sem zdaj kupila nove gume in ker se tako zelo malo vozim z avtom, sem šla na celoletne, ker so bile minimalno dražje od letnih, hkrati pa prihranim na menjavi, na shrambi, plus na času, ker ne rabim dvakrat na let in še razmišljati, a smo zdaj 15. marca in kdaj 15. novembra, zdaj imam lepo, ampak jaz sem tak način potrošnika avta, nekdo, ki se vozi vsak dan in se vozi po snegu, je fajn, da ima zimske, ampak ne. Ja. Jaz, ki pa recimo naredim 2-3 tisoč kilometrov na leto, je pa to zame stroškovno optimalno. A ne? Se pravi, ti v bistvu z njimi na nek način ozavesteš, kolikor porabiš 1 cent, tako porabiš tudi 100 evrov, tako porabiš tudi jure, se pravi z enako neko z nekim skrbnim ali pa gospodarnim ravnanjem. Ne, dajmo tako reči, jaz poskušam pri njih ozavestati, ali pa ne, da začnejo one to tako gledati, da smiselno in na najboljši način porabijo 80%, zato da nadaljnjih 10 lahko porabi za to, da uživajo in si kdaj pa kdaj, ne vem, imaš celo štalo v službi, prijaš čisto in greš mimo Zare in rečeš, lej, sej sam 50 evrov, ampak da ni zdaj, rabam, ne rabam, ampak sem ful boš počutila, ne. Okay. Da pa recimo še 10 ali pa ne, sčasoma še več, pa vložiš vnaprej, ker nikoli ne veš, kaj bo. Kot so prej govorila, jaz sem imela to možnost, da sem rekla delodajalcu, glej, a dobim ali pa grem, ne, in tudi ko sem šla na svoje, sem pač imela možnost, da jaz naslednje pol leta ne zaslužim nič. Če pač tega nimaš, ti ne moreš dati odpovedi, a ne. In da pač tisto optimizirajo, zaradi tega, da se lahko malo več prvoščijo, pa še malo vložijo. In potem, ko to raste, ne, ko se začne neka snežna kepa valiti, ti pač iz take kepice rata na pol snežni plas. Tako da, ko ti pa prideš tja in potem dejansko, ne vem, jaz recimo, odkar imam delnice pa kripto, jaz to na pol fanatično gledam, ne. Ampak ne zato, ker bi mene, ne vem, zdaj sem na kripto seveda tako kot večina v minusu, ful, ne, ampak ne gledam tega fanatično zato, ker bi me prizadel, da sem 30% na svoji naložbi, ampak zato, ker me zanima, zakaj je danes točno tako se zgodil, ali pa ne vem, gre nek altcoin full gor, zakaj je šel točno ta altcoin full gor, medtem ko so šli vsi ostali dol. Zakaj, ne vem. A veš, in jaz, glavni del mojega vsakega jutra je, poleg telovadbe, da preberem tako rekoč vse medije in res vem, kaj je kdo rekel, kaj se je zgodil, kaj je kdo napovedal, sicer te pač to izludi, ne, ker so ljudje vedno bolj nori, ampak razumeš, kako se svet premika in dogaja in pol tudi malo feelinga dobiš, kaj je kdaj pametno, kdaj je res čas, da te skrbi, kdaj pa te skrbi sam za tega, ker ne, zdaj so vsi, vse gre dol. Pa kaj, si mislil jutr dvigan? Res, zakaj ti pa ničaraš? A si dnevni trader? A si izgubil ful? Mislim, ljudje nimajo tega potrpljenja, se pravi. In sam počakaj, glej, če pa ne bo čez en mesec, kaj vemo, kaj se bo Trump spomnil? Ne vemo, noben ne ve. Jaz mislim, da to ne ve. Ne, tako da, če ne vemo, dajmo dihati, dajmo biti mirni, ne pa ničarati in mali vlagatelji vedno to delajo, ne, potegnejo ven na dnu, ne, pa vlagajo, ko je hype, ne vlagati, mislim, super, ampak ne potem, ko ti pa vse pade, tega ven vzeti, ne. Tako da, se pravim,
prva faza, ne, in tudi pri finančnem pismenjevanju, ki so ga prav imela z ministrstvom, da se ljudje sploh zavedajo, da obstaja nek pojem, kot je inflacija, ki ti je vmes požrla skoraj da 20%, ne. Ti seveda si imel še vedno 100 enot na banki, ampak ti si s tem lahko kupil pa zdaj 80 enot sladoleda. Ja, ljudje rečejo, podržile so se stvari. Niso se podržile, inflacija je bila stari. Ne, in zadnjič sem vodila neke kapitalske dneve in je rekel direktor borze zelo lepo, je rekel, gledajte, to je tako, kot da bi izgubili v 5-sobnem stanovanju eno sobo, pa vam bi se zmešal, da vam ne, ko imaš pa na banki, pa ti zgine, ne, ti je pa okej. Ja, ampak ker ne zgine, ker ostane številka ista. Ker ljudje ne razumejo, da se s tem njihova kupna moč bistveno zmanjša. Ne? On še vedno vidi tam 100 evrov, recimo, da imaš 100 evrov, kar ti banka garantira do 100 evrov. Ti imaš še vedno 100 evrov, sam, ne vem, recimo na mojem stanovanju, zdaj bo počasi 26. aprila, mislim, da sem ga prevzela, bo 8 let, kar ga imam, ja, jaz sem dobila 70% gor. Če bi imela jaz ta denar na banki, jaz bi si zdaj lahko samo še eno sobo v tem fletu kupila. Ja, the best, zato ker je verjetno, ker si investirala oziroma vložila v sredstvo. In tlele smo pri denarju pa pri sredstvu. Vložila v dobro sredstvo. Ja, moraš seveda tudi v dobra sredstva vlagati, ne. Ampak fora tem, da sploh se ti, in prej takoj na začetku si ti omenil kripto, ne, Slovenci smo res zelo specifičen narod in to vedno si omenjajo, ne. Kakor smo pa enem delu, na eni strani ekstremno konzervativni, previdni, res, ko pa pride nekaj, kar pa sploh ne poznaš, sploh ne veš, kaj je, ne, nek napol piramidna schema, je pa tak naval, kada so vsi, ne, in kripto je tak, ne, je nek hype, je nek FOMO in pač nek specifičen del ljudi, ne, se pač za to odloča, ne da bi sploh vedel, kaj se, ne, odpravlja, kakšna, ne, in kaj se mu zares lahko zgodi. Ker na kripto ti lahko dejansko zgubiš 97%, ne. Ja, ljudje imajo izredno veliko željo, a veš, oni imajo veliko željo in potem na to gledajo kot na loterijo, verjetno, ne. Ampak pri loteriji se ti zavedaš, da imaš ena proti, ne vem, ne, 1-0-0-0-0-0, tle pa kar mislijo, ne, dejansko skoraj vsak dan, glede na to sem rekla, da vse preberem, skoraj da vsak dan preberem, da so nekoga poklicali, do pa danes te še kliče na telefon, poklicali in so mu ponudili neko fenomenalno stvar, ko v bistvu ni nič tvegan, ampak ti boš pa imel, mislim, če je too good to be true, je too good to be true. Točno to, ja. Jaz se spomnim, sem imela na financah en primer enega človeka, ki je ful enega denarja najprej nakazal v Nigerijo, če se ne motim, ker menda bo dobil nek rudnik zlata. Zdaj sem že malo pozabila, ker to sem po mojem pisala 2627. In on je to pošiljal tako konstantno. In pol na koncu mu rekla, da zdaj pa samo štonije, ne? Zdaj mora pa samo še 20 svoč ur poslati, zato da podkupijo neke te ljudi. Da bo izplačilo, ali kaj? Ampak da mora še nekaj ljudi podkupiti. Oh my God. Mislim, to je on sam razlagal, nismo ga seveda z imenom in priimkom, ki je pač dovolj, da objavimo njegovo zgodbo, ne, pač kot v poduku drugim, ne. In meni se je zdelo tako, že ko si dobil ta mail, mislim, jaz sem po mojem vsaj 3-krat že dobila mail, da imam nekega sorodnika v Amerike, za katerega nisem nikoli vedela in da mi je zapustil milijone in da moram sam nekaj narediti po boje moje. Ne, nimam, res nimam, ne. No in glavno, ta človek me je poklical 2 let kasneje in je ponovno nasedel na neko foro. Pač včasih ljudje res v tej želji po hitrem, ekstremnem zaslužku včasih naredijo res, res velike neumnosti. Ne? In tako, kot sem rekla, verjetno tudi zato se manj ljudje odločajo za to, da bi se 5 minut na dan vzeli za svoje osebne finance, ne? Ker dejansko vse, kar je treba neka konsistentnost. Ni potrebno veliko znanja, ni potrebno veliko truda, je pa potrebna neka konsistentnost. Tle pa ljudje pademo, ne. Se veš, to je tako, kot januarja, ker rečeš v letu, sem pa ful na fitness hodo, ne, pa greš 3-krat, pa nikoli več, ne. Pač tle nekako nam sfali, ne. In tudi to je pač, če ni hitrega rezultata, potem hitro obupamo. Ali pa še huj, če še nek minus se dogaja, je pa še večja psiha. Ampak vsi te, ki se že dolgo s tem ukvarjajo, pravijo, ne, da v bistvu najboljša šola je to, da na začetku nekaj malega izgubiš. Ne, ker boš na začetku te nauči, izgubiš
potem pa začneš zares razmišljati in zares pametno delati, ne? Ker boš to, kakor da na začetku imaš ful uspeh, si prepričan, da itak veš vse, ne? Ja, itak. In pol pa zgubiš res. Ja, recimo, to je taka moja izkušnja, recimo bila v kripto ali pa naprimer dosti ljudi v kripto, ki so prišli v določenem obdobju not in je to vse letela, veš, in ok, se to znamo delati, to v bistvu ne znaš delati, ne zavedaš se, da je to nekako ciklično, da obstaja tudi na splošno v globalni ekonomiji neki cikli in tako, ne. Tako da jaz sem isto tako nasedel. Za Ether so si govorili, da bo res drugi Bitcoin. Zdaj sem že brala mnenja, da mogoče pa ne bo, ne? Kaj vemo, ne? Recimo za primer, tudi res noben ne ve. Zadnjič sem tudi na predavanju puncam razlagala, sem en dan prebrala Tesla je ful padla in sem v enem dnevu prebrala 2 članka. Ta Katie Wood, ki je poznana investitorka, ki je recimo čisto prehitro prodala Nvidia, ampak ok, je rekla, da bo šla Tesla, pa mislim, da je bil tisti dan $273 na $2600. En drug analitik, nek tak poljski, češki priimek imel, je pa rekel, da je Tesla druga Nokia, kar pomeni, da če tudi se tehnologija razvija in so načeloma to zmagovalci, ti vedno kakšen odpade. Ne? Pač ja, Apple, Samsung, Huawei so danes huge. Ericssona Nokia ni več. Ne? Tudi v zmagovalni panogi lahko narediš napako. Ne? Ja, in recimo on je pa rekel, da to je pa Tesla. Torej, 2 človeka, ki se s tem ukvarjata cele dneve, že 20-30 let, sta dala popolnoma diametralno nasprotno napoved. Komu zdaj verjeti? Najbolj, da se malo nas ali pa zaneseš. mogoče, če investiraš, ali pa če nekako, mogoče rešitev o diverzifikaciji. Pa. To absolutno, ampak tudi spomnim se, Bloomberg mislim, da dela ful teh anket med analitiki in naredijo vse možne ankete, od tega, da naredijo za naslednjo celo leto, ne vem, napoved, kakšna bo inflacija za, ne vem, svet, torej ZDA, Kitajsko, Evropo, kakšni bodo BDP-ji, kakšni bojo indeksi, vedno določijo mejo indeksa, kakšna bo ciljna cena zlata, kakšna bo ciljna cena kripta, ciljna cena nafte, pač te neki ključni parametri. In zdaj se res naslovim, ali je bilo to za leto 2022 ali 2023, to je 600 analitikov, in oni gledajo seveda povprečje njihovih mnenj. Kaj so rekli? Tudi ene kategorije niso zadeli. Torej, če so rekli so, da bo recesija, pa ni bila. Rekli so, da bo inflacija, skoraj deflacija, je bila ful inflacija. Rekli so, da bo, ne vem, da bojo trgi ful padali, zmišljujem si, so šli ful gor. Ne? In dejansko sploh pa že od 2000 naprej se je svet tako hitro spreminja in toliko je nekih stvari, ki jih noben ne more predvideti. Od 2020, od korone se pa dogajajo stvari, ker če bi vzel halucinogene gobe pa rekel, da je 5 napovedi, jih verjetno noben toliko norih napovedi ne bi noben dal. Ne? Noben si ni mislil, da bo prišla neka pandemija, da bomo imeli policijsko uro in omejeni ne na državo, na občino. Ne? To je nekaj nepredstavljivega za nas bilo. Ne? Da bo vojna, ki bo fizična vojna. Jaz sem mislila, ok, bo vojna, bo to neka kibernetska vojna, valjda, tam bo odklopili vodo, temu bo elektriko in zdaj pa se zmenimo. Ne, fizično se streljajo. Ne? To, da bo prišel nek človek na tem svetu, ki se bo dnevno, vsakeč, ko se bo zbudil, spomnil nekaj in cel svet z ruku, pač to se nismo mogli predstavljati. Ne? Nikoli še noben ni imel take moči. Ne? In jaz se spomnim, ko sem že, ne vem, po mojem 10 let nazaj enkrat poslušala tega Egana Zakrajška, ki je delal včasih na Fedu, ampak mislim, da takrat že ni bil več na Fedu. On je rekel, včasih so bile napovedi lahke. Mi smo imeli, ne vem, formulo, recimo, da v formuli je bilo 20 parametrov, vsak let smo kakšen parameter dali ven noter, pa vsak let smo malo ponderje spremenili. In ko si ti to vse zračunal, ne vem, uravnotežil, si ti vedel, kaj pričakovati za letošnje leto. Rekel, pa so pa prišli družbena omrežja, ne vem, mednarodna trgovina, ki se ti takole dogaja, ki so vsi prepredeni z vsemi. Rekel, in dejansko danes z enim X-om, ali kako bi se temu rekli, tweetom nekdanjim, lahko nekdo zamaje cel svet. To včasih ni bilo mogoče. Včasih si dal na golobo pismonošo, pa je trajalo 14 dni, da je on dobil info. Da je cel svet v sekundi tep
traderji delajo enako na Japonskem, v Ameriki, pri nas, v Afriki, to je na sekundo se kupuje. Ne? Ja, ni več take razlike, se pravi, težje najti neke žepe, priložnosti, ker recimo se informacije to hitro šir, verjetno, v tem smislu. Ne? Predvsem se to hitro stvari spremija, da noben več ne zna zares neko pametno napoved dati. A veš, kaj sem gledal? Bral sem eno poročilo, BlackRock, ali koliko je bilo to poročilo, lahko ga najdem, da bo samo v Evropi vezan na temo, konkretno ženska, veš, nekaj 22 ali 20 milijonov žensk investiralo v ETF-e samo v tem letu, v letu 25. Se pravi, najhitreje rastoča kategorija investitorjev so v bistvu ženske in To se mi zdi popolnoma logično, zato ker zdaj, ko tudi karierno smo vedno bolj enakovredne, pomeni, da nekaj dodatnega denarja imamo, hkrati pa nismo pripravljene zdaj skočiti na glavo, smo racionalne, zavedamo se tvega, zdaj ponedeljek, torek sem bila tudi jaz na nekih predavanjih zase. Zgodovinsko gledano, traderji z nekim tudi zelo razprošenim portfeljem načeloma ne delajo boljš kot ETF. Mogoče imaš res... Pa tudi neki investment klubi, ali pa klubi, ki niso ultra neki profesionalci, sem prebral sem že večkrat, so imeli spet, kjer raziskavali, lahko spet to najdem, ampak so imeli zares boljše donose kot nekateri menedžirani skladi. Absolutno. Ker se v bistvu niso tikali. Oni so načeloma sam DCA ali dodajali, so verjetno diverzificirali, so na nek način niso kupovali, prodajali. In kar v bistvu razmišljam, kje se pol v tej celi schemi, tukaj enih parametrov, kje se pol tukaj mali človek najde, ker nekje se moraš najdeti, ker ETF-i tudi niso magično sredstvo, da to bomo forever delali, ker če bomo šli vsi tja v ETF, mislim, pol si omejen na to, kako se industrija ampak še vedno recimo tudi na S&P 500, sem brala zadnjič neke statistike, da tudi v času kriz, do zdaj je bilo tako, da je še vedno 135, torej približno tretjina, slaba tretjina, 135 podjetij je še vedno delali plus. In to ti je uravnotežje, ker ti pač imaš sistematično pa nesistematično tveganje. In ti jih popolnoma ne moreš izključiti. Ampak moje osebno mnenje je, da se svet danes toliko spremenil, da včasih, ko si imel ti depresijo, kar pomeni dolga recesija, je seveda tudi okrevanje bilo toliko daljše, ker je bilo manj industrij, manj podjetij, mednarodne trgovine je bilo manj razvoja in vsaka taka stvar vzela, par let. Zdaj, prije nova tehnologija. Ja, disrupcija je zdaj tedensko praktično. Če se spomnim, šlani 5. avgust, ko je Japonska nacionalna banka za 25 bazičnih točk dvigala obrestno mero, se je folku zmešal, padali vse, kripto pa sploh. V enem dnevu 25 bazičnih točk, Japonci, ki so posebniki in vmes indeks 37 let ni prišel na ravni iz 80-ih. In kao, da so si tam sposojali, pa pol posojali v Ameriki, a kaj, cel svet je to delal in 25 pik ti pomeni tako disrupcijo, ampak zaradi neke take malenkosti, ampak v 3 dneh se je iznihali. Kripto je rabo nekaj časa, da je prišel nazaj, oziroma dokler ni bilo zelo jasen, da pač Trump bo zmagal, je bil relativno lov, trg se je iznihal v 3 dneh in zdaj spet. Prejšnji teden smo imeli 2 dni gor, 3 dni dol, več ne veš. In jaz mislim, da zdaj nekih takih, tudi recimo korona, okrevanje je bilo fenomenalno, bistveno boljše kot kadarkoli prej, ker se v tem današnjem hitrem tempu se tudi rešitve ful hitro najde. V končni fazi tudi vsa moderna tehnologija, vse, kar dela rešitve. Za kakršnokoli težavo, ki jo imamo, iščemo rešitev. In zaradi tega se mi zdi, da se zdaj svet drugače in še vedno bojo cikli, ampak če so bili včasih cikli tako, pa še vedno si imel premico takole, so zdaj cikli takole, bistveno hitrejši, ampak se ti iznihajo. In fora samo v tem, da če ne drugega, imaš v tem trenutku v vzajemnem skladu in se dogaja vse to in vse, kar si videl na Pop TV-ju, delnice so padle, v bistvu ne veš, pa veš, da je neki Trump naredil, da ni da prva stvar, da ti pokličeš tja in rečeš, da se dvigne. Recimo, to bi bil že meni uspeh, da moje ženske vejo,
da takrat oddihnejo, počakajo kakšen dan, pol pa človeka, ki mogoče ve več od njih, ki vprašajo. Ne pa, da se zdaj panično reagira in ne vem kaj. Zadnjič sem brala v Financah tega vlagatelja Maxa, ki pač to tudi zelo dobro izobražuje njihove bralce in je rekel, jaz se bom naredil malo mrtvega. Najboljš, dajmo počakati en teden, ne moreš zgubiti vsega. In tudi, če tako pogledaš, danes imaš še vedno več, kot si imel v začetek letošnjega leta. Odkje je ta pohlep, da moraš imeti non-stop vsak teden več. Ja, navadili smo se v zadnjih 2 letih, da je samo rastel, ampak vsi se zavedamo, da pač ne more biti, samo gor, ker pač enkrat tega gor več ni. In da se nekih takih stvari zaveda, kako pa to ljudje potem vsak pri sebi, vsak ima svoje preference, vsak ima različno premoženje. To so pač potem že zelo osebne stvari, kaj meni kdo reče, da je meni svetuje. Kot prva, jaz finančnega svetovanja itak ne smem dajati, ker tle so zelo jasni predpisi, kdo in kako lahko to daje. Ampak nekako tudi jaz ful rada potujem. In sem bila že 7-krat na Baliju in verjetno bom šla polet spet, že 8-mič, čeprav sem bila 1 mesec nazaj, ker mi je tam res všeč. Ampak to ne pomeni, da bi jaz za vse moje gospodične, ki pridejo na moje predavanje, avtomatično kupila karto za Bali. Ne, trem bo všeč, 17 pa ne. Ni vse za vsakega. In pri financah je pa to sploh to. Jaz lahko povem, kaj si mislim, jaz te lahko naučim predvsem razmišljati, kaj prebrati. Kaj pa so kakšne take, oprost, ker te recimo prekinem, ampak ker si glih to tudi temu dobe začela, kaj pa so, jaz imam tle zapisan, kaj so neke 3 stvari, pa tle nekako bi jih lahko vsak posameznik začel jutri delati, ali pa recimo en svet je bil, si v bistvu se čistrijam pač ta potrpežljivost, to je za nekoga, ki je že nekaj naložil. Prej si tudi v bistvu skozi cel ta pogovor kar se mi zdi par enih teh hipsov, kako ravnati, ampak lahko rečeš recimo tako, kaj bi bila kakšna 1, 2, 3 ali pa če ti pride kaj iz glave. Kaj je tisto za nekoga, kaj bi se pravi nekdo, ki ni profesionalni investitor, predstavlja si, da so to, recimo, da imaš seminar, tako kot imaš s puncama, kaj so teh nekih stvari, ki bi hotela, da jih upoštevajo, recimo, znanstveni jutr, kaj bi jim rekla? Se pravi, prvo, da se sploh začneš zavedaš, da je to nekaj, kar dnevno spremljaš. Da pač spet, anekdotično, ful veliko ljudi mi je rekel, veš, da sem začetek leta sem začel nek fitness plačevati, pa sem zdaj ugotovil, da mi že 7 mesecev po 50 € trgajo, pa sem videl prejšnji mesec, pa sem si mislil, kaj to sem verjetno kaj zapravil, pa se ne spomnim. Nisem pa ugotovil, Jaz imam pač poslovni račun, osebni račun, pa varčevalni račun, pa še 2 kreditni kartici. Jaz za vsako kartico na evro natančno vem v vsakem trenutku, ko bom gor. Vem, kam mi je šlo, zakaj mi je šlo, kako si predstavljam, kaj porabim na enem in tako. Ker če ne drugega, moram nekaj stvari plačevati z enega računa za firmo, od sebe z drugega, koliko dam na varčevalnega, ker tam pač moram imeti za druge stvari in tako. Ampak jaz recimo vem, meni ne more nekdo niti 10 € trgati, da bi jaz opazila. Pa ni to, da zdaj, jaz si recimo nikoli nisem v Excelu delala ali pa v katerikoli aplikaciji. Recimo moj oče si vse v Excelu vod. Jaz v bistvu, če sem tako realna, jaz zelo pod črto vem, koliko na mesec porabim. Eni so ljudje bolj sposobni tega, eni pač manj verjetno. Jaz vem, do kam lahko grem. Mene vedno si vprašajo, koliko si porabljam na dopustu. Jaz v bistvu razen za en dopust z bivšim, ker sva si v tem 3-accountu, ker sva pač bila cel mesec, pa sva imela res veliko stroškov, ker sva bila v Južni Afriki in sva pač mogla nekako si dati na pol. Ampak veš, jaz sem, ne vem, oni plačajo že karte, pa avto, jaz sem vse hotele, kje zdaj si, pa še 30 večeri, pa 30 kosil, pa tako, in sva tam noter to dajala, da sva pač nekako bila na pol. To je bilo edinka, da sem jaz vedela, koliko sem jaz zapravila. Jaz v bistvu ne vem, tako da to, da jaz vem, ampak pod črto pa nekako veš. Jaz vem, koliko imam na računu, to pa ne pomeni, da jaz fanatično spremljam svojo porabo. Ker to, da bom jaz zdaj gledala za vsako kavo, pač nisem tak človek. Vem pa, ne vem, če pa vem, da ta mesec je pa malo kriza, pač vem, katere stvari so tiste prve, ki se najlažje odrečem, ne da slabše živim. Če bi bilo treba še malo več, še malo več. Če bi bilo treba še malo več, še malo več. Ampak da sploh veš, kje si, in ko veš, kje si, ne da tebi kar denar frči in sploh ne veš, kam je šel. Ko si pravi, gremo v trgovino, sploh ne vem, kam je šlo. Če malo to strukturirano
slediš. In se pravim, to ne pomeni, da moraš biti fanatično in da je zaradi tega, ker nisi na budžetu, ne boš šel na kavo, ali pa s frencami začer na drink. Ne, ni to tako. Sam, da približno v osnovi razumeš, kam ti gre, kako ti gre, B, kje lahko optimiziraš, ne da za to slab živiš, in C, s tem, kar si prehranil, kaj več kot to, da ali zafrčkaš, ali pa daš na banko, lahko narediš. Se pravi, to pa pomeni, da tudi redno investiranje pride v igro. Če imaš take, mislim, gledaj, se lahko pa si na šparu, pa si eden od teh Slovencev, ali danes sem prebrala nov podatek za februarsko številko bančnega vestnika oziroma poročilo Banke Slovenije. V tem trenutku imajo Slovenci, torej na zadnji dan februarja, so imeli zdaj pa že 27 milijard cela 58 prihrankov, ne? Nekje, ne. Ja, mislim, na zadnje, ko sem jaz govorila na predavanju marca za moje punce, sem rekla 27,4. Torej zdaj, od takrat smo prišli, jaz sem imela verjetno podatek, mislim, da za december, ne? Od takrat smo prišli na skoraj 27,6, ne? Se pravi 200 milijonov dodatnih prihrankov. Samo v letošnjem letu mislim, da je bilo 273 milijonov dodatnih, a ne? Torej, ne, ali ti počas, da imaš pač ti več strategij. Lahko si eden od tistih, ki imaš ogromno denarja na banki, pa bi ga saj del, ne pravim, da zdaj pa čez noč skoči vse, a ne. Nikoli niso pretirano veliki, nepremišljeni, premiki pametni, a ne. Lahko se, ampak dajmo začeti počasi. Recimo, da si nekdo, ki ima na banki, daj probi prvo mesec 10% nekaj drugega, pa pol, če bo šlo, ne, počasi. Da se ti počutiš, ne, in da se zavedaš, da kdaj lahko tudi kaj izgubiš, lahko dolgoročno, predvsem pa, da so nihljaji in da pač je to oportunitetna izguba. Ti nisi zares nič manj izgubil, ne. Ti, če danes ne potekneš manj, imaš enak. Ti se moraš zavedati, da to je danes, ti je padalo, ampak jutro boš šel nazaj gor. Torej ti ni zdaj 2 ure izgubil, ker boš imel jutro nazaj. Čez 3 dni boš imel pa mogoče celo 6 ur več, ne? Mišljujem si. Ampak recimo to lahko začneš na mesečni ravni nekaj vlagati, lahko recimo si narediš, če imaš premalo na mesečni ravni, rečeš, ok, bom si dajal 3 mesece skupaj, pa bom vsak kvartal nekaj vložil, ne? To tudi doskrat se to je ravno zato, da ti kot neprofesionalni vlagatelj zdaj ne loviš na pa pol to, ker pač ti ne moreš tega narediti, ampak če pa ti kontinuirano, ne, potem pa vedno neke, pač tle si mogoče, točno to, tle si mogoče bil na dnu, tle si pa na piku, ampak če si pogledal, si zelo dobro naredil, ne. Tako da zato vedno predlagajo ali mesečno, ali pa kvartal, ali pa sta polletno, ne, in tako te nihljaje nekako požreš, ne. Ja, le ta mesec si bil na vrhuncu. Kako požreš? Tukaj je pa psihologija. A daš lahko kakšen nasvet, ali pa če se malo še psihologije dotaknemo. Recimo, verjetno obstaja ta občutek sramu, ali pa recimo občutek nekega, kaj se reče, excitement, razburjenja. Mislim, gledaj, vsi delamo napake, to je prva stvar, ne, ampak ne delajmo napak takih, ne, da te to lahko stane življenje. Ne res, koliko je bil recimo časov na KBM, ko so ljudje stali tam v vrstah in so za te delnice, ne da bi zares razumeli koncept delnice in IPO, vzeli kredit. Ne jemati kredita za nekaj, kar v bistvu lahko zgubiš in ne, ja, mi vzamemo kredit za stanovanje, ker moraš noter živeti, ne. Glej, lahko si vzel kredit za delnice, pa se ti je super išlo, ampak na NKBM-ju se večini ni, a ne. Dej počasi, preudarno, vprašaj koga za nasvet, ki to pozna boljš kot ti, ampak tudi, kot sem prej povedala v onom primeru k Tesle, tudi ljudje, ki pač se vsak dan s tem ukvarjajo, noben nima čarobne krogle. Ne, če bi nekdo znal napovedati, kaj bo drug teden, ne, bi bilo super. Ne. Kot sem prej omenila, tudi analitike, vse so svalili. Mislim, seveda, kakšen med njimi je verjetno imel prav, ne, ampak recimo je ful nek znan borzni mahar, ne. Analitika. Mislim, da je poznavalcev kitajskega. Ja, trader, v glavnem, mislim, da je drugače v originalu Dalmatinc ali nekaj takega, ampak je Kolanovič tip naredil mega kariero na Wall Streetu, bil tako, in on je pač 3 leta trdil, da bo pač medvedji trend, torej, da bo vse padalo. 3 leta, prvo leto bikovsko, drugo leto bikovsko, leto se začne bikovsko in je človek izgubil službo. On je bil nekoč eden najbolj priznanih, ne, Wall Streetovcev. Pač to so bile njegove ocene, vsak se zmoti, ne. Zaradi tega je pač tudi fajn, da ti razumeš tveganje, ki ga sprejmeš. Ne, ja. Ne pa do
nivoju, ko rečeš, pa nam, pa boš da nič, ne. Ni, lej, sploh če razpršiš, če malo poznaš in če si pripravljen malo počakati in ne dnevno gledati, ker to je oportunitetna, to ni dejanska izguba, ne. Oportunitetna pomeni, Se pravi, ne gledati, če nisi profesionalc, rajš ugasen. Mislim, če nisi res, razen če nisi mislil drug mesec plačati stanovanje s tem, pol razumem, da si, ne, zaskrbljen. Če pa imaš to noter, pa ne vem, si star 40 let, pa imaš za penzijo, mislim, kaj tebe to zdaj v tem trenutku? Mislim, razen, če te malo zanima, kaj se dela, pa seveda, ne, recimo, da imaš v vzajemnem skladu, pokličeš svojega upravljalca, pa rečeš, sem videla podatke za vplačila, dejansko je bilo marca ful več vplačil v mešane vzajemne sklade in v obvezniške, ne, ker sicer je 70% vplačil v delniške in sploh Slovenci smo imeli do zdaj radi ameriške tehnološke delnice. Zdaj se je to malo začelo spreminjati. Kaj imamo pa zdaj radi? Zdaj pa malo mešamo. Zdaj so malo pa predvsem mešane začeli vlagati, kar ne. Tudi evropsko ekonomijo že kaj ali še kar ameriška? Mislim, da zdaj so predvsem dali v mešane, kar pomeni, da imaš vsega pomala. Mislim, da imaš tudi, ne vem, kako ima posamezen upravljalca, ne, kaj ima NLB, kaj ima Triglav, kaj ima Generali, kaj imajo noter, ne, ampak do zdaj so bile glavnine ameriška tehnologija. Tako da, se pravim, če ne, tako kot si ti rekel, veš, je nek hype na nekem kriptu in friend mi je rekel na košarki in potem se še 3 odločil, ne, da bi sploh razumeli, kaj to je, a ne. Ja, glej, te 3 so mogoče prišli pravi čas prodali, ne, pa bojo prišli še 3, ki so pa na naslednji treningu oziroma, ne, na naslednji košarki, pa bo šlo že dol, ne, bojo pa vse zgubila, ne. In to mi je rekel en finančnik, ki se res s tem dolgo ukvarja, je rekel, ko meni začnejo vsi prijatelji na košarki razlagati, kaj bi jaz mogel kupiti. In vsi so slišali od frenda, da to je pa zdaj res, to pa moraš kupiti, ker to pa res, ne. Pol vem, da je trg se pregreva in da bo štala. Ko hodijo k meni ljudje, ki so, ne vem, zobozdravnik, odvetnik, jaz pa finančnik že 30 let in ko pride k meni po nasvet, vem, da je to, ne, da so razmere normalne, a ne. Ko pa meni zobozdravnik začne razlagati, da pa nujno tole, pa on slišal, ne, kje imamo, mislim, kot prvo inside trading je itak nezakonit, pa tudi, kje boš ti dobil inside info iz neke ameriške ali pa, ne vem, evropske. Verjetno v 17. kolenu. Mislim, zdaj so pač določeni kongresniki v Ameriki zelo dobro, ne, Trumpovo, ne, prekinitev izkoristili, bo šlo v preiskavo vse, ne, to je seveda, ne, ampak oni so šli na inside, kdaj bo on ustavil oziroma kdaj bo on sprejel 90-dnevni odlog. Ti, da imaš insight od določene firme, prevzem, nakup, prodaja, širitev. Še posebej, če si tle navadna fizična oseba, ne moreš tega. Mogoče, če si v industriji, pa se ukvarjaš z nečim, pa vidiš, kam gre industrija, pa mogoče lahko gibaš, ampak ne moreš ti vedeti to. Ampak tudi, ne, a veš, ne, dvomom. Ok, kaj pa zdaj recimo, ajde, mogoče... Ampak sam še to, kaj si rekel, ne? Ne, kaj si rekel, kam dati. Recimo, da si farmacevt, jaz imam ful friendic, ki so farmacevtke, seveda, delaš na enem zdravilu, enem trgu, kakorkoli, ampak če je to nekaj, kar boš poznati, dej se odloči pa kup 10 farmacevtskih, ne, delnic, ker malo razumeš koncept delovanja, ne. Zdaj Pfizer se odločil, da ne bo več delal zdravic za debelost, jim je ful padla cena, vsi, ki delajo, jim šlo ful gor. Če razumeš neke te koncepte in delaš tam, ti je to lažje. Ne zdaj vlagati v vojaško industrijo, če nimaš pojma, kaj sploh to je, ali pa ne vem kaj, jaz nimam niti pojma, kaj se vojaška industrija dela, a ne. In tudi ta Matjaž, ki dela z mano investitorko, je povedal od ene ženske, ki je tudi dobra vlagateljica, od ene neže, na svet je rekel, ona je rekla, kupi tisto, kar poznaš, ne. Če ti razumeš modno industrijo, ne, ker pač te saj malo zanima, pa kupuješ revije, pa boš malo razumela, kdaj je kriza, kdo je gor, kdo je približen dol, kdo uletava, kdo je v trendu, kdo gre ven iz trenda, recimo. Ali pa tisto, kar kupuješ, pa ti, ne, razumeš približno koncept, ne kupati nekaj, kar sploh še nisi, mislim, zdaj, če imaš 100 delnic, pa okej, a ne, ampak če pa si nek tak, pol pa začni s tem, kar poznaš, tam, ker si bolj domač, ker razumeš koncepte, ker razumeš cikle, ker razumeš, ne, konkurenco, razumeš trge, ne, če si farmacevt, ti pač razumeš, ne vem, kdaj se Indija odpira, kdaj se tam tovarne odpirajo, kaj, ne, tam
Jaz tudi mislim, da kar se tega tiče Indija fajn, pa je ful debelih, pa jih je kaj, 1,4 ali koliko v glavnem. Ampak če delaš v tem sektorju, se verjetno bolj komfortabel s tem počutiš, kakor da zdaj pa pokupaš, ne. Ja, ali pa lahko mogoče veš, recimo, jaz za sebe gledam recimo take, naprimer, delnice firm, katerih produkte kupujem. Ja, sej. Ali pa In jih konzumiram. ja, In točno pač, ko to. ga enkrat neham konzumirati, če je nekaj narobe s produktom, zna biti verjetno Točno to. zdaj še 100 drugim ni več v redu in ne bodo več tam To sem kupovali rekla, in bo to, kar padla poznaš, vrednost. to, kar Ja, se ja. dnevno srečuješ. To a se ne. čisto s tem Če sklada. si ti zdaj, ne vem, v gradbeništvu, ne rabiš zdaj samo gradbince, ampak se osredotočiš na vse, kar je povezano z gradbeništvom. Ne vem, pač cementar, zmišljujem si, nimam pojma o gradbeništvu. Ja, se lahko ne. kakšna logistika, Pa les, lahko pa kakšna logistika, mašinerija, ampak, lahko ne, karkoli, pač ne. vsaka industrija je nek klaster firma, ne. Recimo Cinkarna Celje, oni, ne, kakorkoli ne bi nikoli rekel po imenu, ampak oni so zelo vezani na gradbeništvo. In zdaj recimo, če si pa dobro recimo si ful nor na avte, pogledaš, ne rabiš zdaj samo avtomobilistov kupiti, ravno zato, ker se zelo podobno delnice gibajo, ampak razmišljaš, dobavitelji, transport dejansko, kot si rekel, pač vzameš nek nabor iz tega, kar poznaš in lažje razumeš, kaj se ti dogaja, ne. The best. Imam še nekaj vprašanj, čist kakor praktičnih, ne. Prej si recimo rekla za tako da v bistvu lahko ohraniš lifestyle, ampak se pravi, ljudje, ki hočejo nekako spraviti svoje osebne finance pod kontrolo, ohraniti svoj lifestyle, ampak Minimalno ga nadgraditi. mogoče minimalno, ok, graditi recimo ali pa spremeniti, ponavadi verjetno celo na boljša, ne. Absolutno. Kaj pa so kakšni taki nasveti, kaj so te tipsi, česa se loti, recimo rekla si, naprimer, verjetno že sama obrestna mera, nekdo, ki plačuje kredit, toliko pa toliko, obstaja mogoče možnost, da zamenja. Mi pogledamo vse, od aha. tega, kako se spogajati za prvi kredit, če se slučajno nisi, kako ga reprogramirati, a ne. In že tam lahko verjetno nekaj dobiš, ne? Absolutno, jaz sem Ali pa recimo veliko? se pri svojem kreditu zelo pogajala in sem dobila dobro obrestno mero in sem ga reprogramirala, tako kot sem ti na začetku rekla, jaz The best. res te osebne finance, jaz zelo iz sebe izhajam, ne, ker jaz, ne vem, recimo jaz, ko sem se preselila v novo stanovanje, jaz sem ponudnike vsega zamenjala. Jaz sem vse naredila research, kdo je najcenejši, kdo ima Ok, se pravi, je bilo kredit. Pol je bilo recimo kaj, pregled telefonski operaterji, te internetni operaterji. Internet, elektrika, plin, vse. Se pravi, koliko so pa, naprimer... V končni fazi vodenje bančnega računa, vsaka taka stvar in jaz jim pač naredim na mojem primeru, točno za vsako kategorijo, kje se da, ne, privarčevati in kako, ne vem, jaz sem recimo včeraj kupila nov telefon, ok, malo sem ga rabila, malo sem tudi jaz rekla, kaj jaz vem, kaj bo s temi iPhone iz Kitajske, da nam pol ga čakala 100 let, pa bo mogla 17 vzeti, pa bo ful dragi, pa ne vem kaj. Pa so imeli pa še akcijo in imam zdaj, pa še DDV se odbijam, ker imam na firmo in sem rekla, gledaj, pol leta imam zastonj naročnino. Pač zakaj ne bi imela, to je 30 evrov na mesec, to je 150 evrov, ne, zakaj ne bi, ne. In jaz pač čez take stvari, ki jih jaz delam, in jaz pa jih delam in res razmišljam za vsako stvar, mislim, raje tle noter dobim 150 evrov, kakor da ne bom šla nekam za vikend, ne. In iz tega nekako jaz poskušam, se mi zdi, da dobiš nek tak dober balans, ne, ker tudi recimo, da se ti prihodki ful povečajo, ne, ker meni so se recimo 2-krat v življenju prihodki bistveno zmanjšali, pa so se mi spet ful dvignili, pa spet ful zmanjšali, pa spet ful dvignili, ne, in vsakeč sem se mogla prilagoditi. In vsakeč sem se. Ampak recimo, vedno, ko sem šla na ful več, to ni pomenilo, da bom zdaj krat 2 zapravila, ne bom zdaj, ne vem, namesto da pijem Zala, bom pila Evian, zmišljujem si, ne. Ampak recimo, se rečem, glej, 10-20% več bom porabila, ne, do tega, da pač ne vem, grem enkrat več ven, ena stvar več kupam, ena masaža več, en facial več, neki. Ostalo pa dam na stran, ker mogoče ne bo to trajalo večno, ne, sploh, ko si na svojem. Se pravi, kaj češ daš na stran, koliko investiraš, varianta, ali sam daš na Jaz stran? nekaj dam na stran za tega, ker pač, ne, rabim konstantno likvidnost, ker ko si na svojem, ne, in pač moja dejavnost je taka, da recimo čez poletje ni nič, ne, tako da si moram jaz, recimo za poletje, jaz moram prve pol leta dovolj zaslužiti za te, da lahko celo poletje živim in hočem živeti dobro, ne, in lani sem res zelo dobro živela, ampak jaz moram
planirati, ne? Tako da nek človek, ki prvi dan, ko dobi plačo, pa vse zaprav ne bi bil za to, da imaš svojo firmo, pa moraš 6 mesecev razmišljati, kako boš naslednjih 6 mesecev živel, ne. Ampak, da ti malo boljše živiš in potem, da še vlagaš, predvsem pa, pol vsi vedno pravijo, pa kaj, pol bo ta denar, ne gre za to, da ti, mislim, lahko tudi, ne, ampak meni osebno, in mislim, da večini ljudi, ki jih jaz poznam, ne gre za to, da ti zdaj rataš milijarder, a ne? In da moraš nujno imeti tam nek zlat avto, ki se mu takole vrata dvigajo, pa zlate pipe v stanovanju in podobno, ne? Ampak point tega, da imaš malo več, je v tem, da mogoče lahko delaš en dan na teden manj. Da, ne vem, ima otrok rojsten dan, pa ti to ni cel glavobol, ker boš mogel 15 otrok peljati za cel dan, kaj sem, kam jih vozijo, a ne? Da si ti, ne vem, da se ti avto ne pokvar, pa nisi za tega 2 meseca slab, za tega, ker si ne boš mogel tega prvoščati in boš mogel dejansko stvari rezati, a ne? Ampak da ti tudi kakšni taki pretresi ne povzročijo res velike bolečine, a ne? Da si ti comfortable, ok, valjda, če ti zdaj nekaj za milijon zgodi, bom tudi jaz mogla iti po kredita, ne? Ampak da pa, zdaj, če mi pa lih avto crne, ali pa če sem šla gume kupiti in podobno, da to normalno sfinanciraš, a ne? In pa, da imaš več časa in da uživaš, če pač, ne? Si yoga fan, da pa greš za to lahko na yoga vikend, ne? To ne pomeni, da se moraš zdaj kopati v tem denarju, to ne pomeni, da ti rataš pohlepen, ne, jackass. To pomeni, da v bistvu rataš boljši človek, zato ker si bolj sproščen, ker si bolj samozavesten, ker te manj stvari tare in lahko dihaš brez, da bi, ne, ti non-stop neki za vratom vesel, ker kaj pa če bo, a ne. Že tako je dovolj težav, ki jih imamo dnevno, zdaj pa če moraš non-stop za ta denar, valjda nekateri morajo, a ne. Ampak, če pa slučajno imaš to možnost, da ne, pa dejo izkoristi, a ne. A veš ti dogodki, ki jih delaš, ali kako pogosto pa to delaš, oziroma kdaj imaš kakšnega naslednjega? Naslednjega imam 21. maja, tako da do zdaj sem imela Kje pa boš imela? Center Rog. Center Rog. Ja, ful dobra lokacija, res ful fajn. Da imamo to, se pravi, da zreklamiramo, se pravi, ti imaš 21, kaj se reka 21? To je sreda 21. maja, imaš delavnico v Rogu. V centru Rog. Zdaj sem imela, v bistvu, ta bo 3, imela sem 1. januarja, imela sem zdaj marca v Rogu, je bila 2. Jutri imam sicer tudi 1, ampak tam gostujem, tako da ni čist moja, je taka krajša, osnovna. Naslednja ta res prava investitorka v Pradi je torej 21. maja v centru Rog. To je mišljen pa v bistvu za investitorke? To je mišljen za vse, ki hočejo razumeti, kaj se jim v tem trenutku dogaja in imeti to malo pod kontrolo. Ker bomo šli tudi na to, ne, da se... No, the best. Kje pa te lahko najdejo? Na Instagramu ali kje? Instagram, spletna stran matejčič.si. Kje pa na Instagramu? Se pravi, kje je spletna stran? Spletna stran je matejčič.si. Kaj pa Insta? Instagram je Katarina Matejčič, LinkedIn je Katarina Matejčič. In tam lahko ljudi dobijo več informacij, lahko verjetno tudi neka kotizacija, lahko čez tam grejo, se prijavijo in tako. Sicer mislim, da na stran še nismo dali datuma, zato ker sem v bistvu kar potrdila datum za dvorano, ampak ja, bomo. Tako da to je v bistvu res delavnica, ker delamo na malih skupinah, kar pomeni, da prvič sem jih imela 25, sam prvič je bilo tako malo promocijsko. Malo preveliko mogoče že, ja? Ne, ampak sem imela malo promocijsko, pa sem pač hotela malo feedbacka dobiti, pa sem imela tudi prijateljice pa to, ker je bilo pač čist prvič, da mi, ker ljudje, ki te dolgo poznajo, so bolj iskreni, kot nekdo, ki pride tja, ne. Prvič. Tako da recimo, ne vem, ena mi je na mojih prosojnicah najdela 3 slovnične napake in mi je dala v mail, ne, tako zelo natančne so bile. Ampak ne, tako do recimo 20 delamo, ne, na zadnji mislim, da nas je bilo 18. Jutr jih imamo prijavljenih 22, ponavadi tam 20 jih bo zihar prišel. Tam zato, ker dejansko želim, da je res delavnica, da malo sodelujejo, da kaj vprašajo, da je, ne, tako malo interaktivno, ker gremo pač, kot rečeno, malo čez to osnovo, zakaj moraš to vedeti, prihodke, kako jih optimizirati,
odhodke, kako jih optimizirati. Zdaj pa, ko smo najdeli prihranke, kaj z njimi narediti. Ne? In ne gre za to, da bi zdaj jaz rekla, vi kupite to pa to, ne? Ker pač ne želim, ampak gre za to, da jih naučimo vse in predstavimo res vse naložbene kategorije, od tega, da imaš nevezan depozit, vezan, zakladno menico, obveznico in tako naprej. A ne? Da one same ugotovijo, ne, seveda lahko vprašajo za kakšno mnenje, ampak jaz ne želim narediti to možnost. Portfelja. Ampak ti hočeš reči, verjetno mindset hočeš, razmišljanje hočeš nastaviti na... To so opcije in pri vsaki tudi naredim, kaj so plusi in kaj so minusi. To so, ne vem, plusi so, da imaš, ne vem, profesionalnega upravljalca, da, ne vem, lahko kadarkoli stopaš, ne vem, minusi so višji stroški. Pač vsaka stvar ima, kategorija ima neko plusi, minusi, za koga ne in tako da se pač one potem lahko sami odločijo. Jaz sicer na koncu naredim nek predlog, če si ti zelo konzervativen, ampak to je tako zelo splošen predlog, če si nek sred risk-averse, pa zelo nagnjen tveganju, ker imaš recimo kripto že. Ampak spet jaz govorim samo o deležih, jaz ne govorim... valjda, o nominalni vrednosti. Če imaš 100 enot in si nagnjena zelo k tveganju, še vedno mej, ne vem, 20% ETF-a, ne, sem že pozabila. Pa če spol mlada, ali to se ne sme reči? Ne, dejansko je tako, da pač... Veš, kaj ženske ne smeš vprašati, ampak je pa res, da pač, veš, če pri 20-ih vse zgubiš, ne, boš to lažje nazaj dobil, kot če dobiš 1 leto pred penzijo. Zato tega imajo tudi pokojninski skladi naložbene politike, ki ena je do 50, druga je od 50 do 60, zadnja je pa običajno, ne vem, 5 let pred penzijo, ker pač ti ne želiš in zdaj so bili podatki, mislim, da je ta prvi del po 15%, ne, ta drugi je delu mislim, da okrog 6, ta tretji pa 3, ne? Ampak ti zadnjih par let, ko so se prej pogovarjali, če ti hočeš... Ne smeš riskirati. Ja, če hočeš ti točno konc letošnjega leta dvigati, moraš paziti, kam daš. Ne? Starejši, ki si, manj v bistvu bi smel riskirati načeloma. Absolutno. Mlajši, kot si, več si lahko prvošiš riskirati. Kakor hočeš, ne. Sem brala, Buffett je rekel, da bo dal... Ne, ali bi Buffett ali Gates... Nekdo od teh, mislim, da je bil Gates. Je rekel, da bo dal svojim otrokom 3 otroke ima 1% svojega premoženja, kar bo prišlo manj kot milijardo. Ne? Tako da verjetno se njim zdi to zelo malo. Vsak od nas, če bi dobil 300 milijonov, bi rekel, 300 milijoni. Ne? Ampak, že v bistvu ne bi vedeli, kam jih investirati. Točno to. In je velika verjetnost, da bi jih hitro zgubil lahko. Tako da, obstajajo ljudje, ki so zadeli na lotu, nepričakovano in so ali bankrotirali, B, vrnili denar, tako da če te nenadni niso dobri, tako da je fajn iti počas, postopoma, se kaj naučiti, kaj razumeti. No in to, drage gledalke, predvsem, a tudi gledalce, gledalke rečem. Veš, da sem zdaj ugotovila, da v bistvu... Da lahko naredim vabilo, veš. Ne, zdaj sem ugotovila v zadnjem času, da v bistvu so moji glavni promotori moški, ker je ful moških rekel, moja žena mora priti k tebi. Ne? No, evo. In in pol je rekel, mi zadnjič ena, pa je rekla, jaz tega ne rabim, se jaz vem, no pa eno res ekstremno veliko neumnost, ne bom povedala kaj, ampak res ne moreš verjeti, da je to sposobno, ampak je rekel, še en dan prej mi je rekel, ne, jaz tega ne rabim. In se mi zdi, da in mi je par moških rekel, in recimo na zadnjem predavanju sem imela mamo in hčerko, ki ima je oče kupil, pri čemer je ona ekonomistka in finančnica, ampak je rekla, da kar se teh nekih osebnih financ in tako zelo natančno glede posamezne naložbe, pa da tudi ona ni vedela. In je recimo on kupil za ženo in hčerko. Ker je rekel, pa zavedam se, da one dve to rabita, jaz ne moram se vlaj za njih skrbeti. Ne? No, evo, super. Tako da niso, ženske so pač tiste, ki pridejo k meni, ampak tudi moški plačujejo za njih. Ne? Ok, se pravi, slišali ste tlele v prve. Ne? Se pravi, če se hočete več naučiti o osebnih financah, bolj razumeti svoje finančno stanje, spremeniti nekak mindset in v bistvu izboljšati svojo finančno prihodnost, imate investitorko v Pradi 15. maja v... 21. maja. 21. maja v Centru Rog in vse informacije na
Katarina Matejčič, Instagramu oziroma matejčič.si na spletni strani, ko to objavljam. To je to. In najina misija, mislim, da je tle dosti podobna. Jaz sicer izhajam iz ene druge variante, bolj iz softvera, pa nekako se skozi bolj ukvarjam s tem problemom, ki se ti z njim nekako že 20 let, ne. In mi je to ful zanimiv in sem izredno ti hvaležen, ker si prišla danes k meni v goste, tako da upam, da boš mogoče še kdaj drugič prišla, pa tako da za gledalke in gledalce, če imate pa kakšno vprašanje, komentar ali karkoli, dajte prosim vprašati, bomo odgovorili ali pa vprašali Katarino. Tako da to sem mislil, imaš mogoče ti še kakšno zaključno misel? Ne, z veseljem odgovarjam, se pravim, sprašujejo me vse mogoče tudi, kolikšen delež svojega premoženja naj vložijo v avto. Čim manj. V glavnem, jaz sem seveda odstotki govorila in dala disclaimer, da je to kategorija, ki se meni zdi tako rekoč nepomembna, ampak jaz živim v centru mesta in avto vzamem ven enkrat na teden, tako da jaz tle res nisem referenca, da bi pač dala dober nasvet, ampak ne, to je ena od redkih naložb, ki jo vzameš ven iz salona in je vredna nekaj manj, ne. Seveda, če pa te pripelje iz točke A v B vsak dan in to rabiš, pa seveda je to neka nujnost. Ja. A ni zanimivo, ker avto se reče sredstvo, ampak v bistvu ni sredstvo. Je samo prevozno sredstvo. Ja. Je pa v bistvu liability, ne. Mislim, predvsem je velik strošek, ne. Ja, sam trošiš z avtom načeloma. Ja. Tako da, če imaš možnost iti z avtobusom, je to še en ekstra prihranek. Mislim, jaz sem šla z avtobusom in tem, ko avto stoji v garaži, ki jo plačujem in ima ravno kar nove gume, ne, tako da bi človek težko rekel, da je bila tole... Potratno, ne. Mislim, bila je časovno optimizirana odločitev, ne. Okay. Ne pa mogoče, ne, generalno gledano, če sem zdaj že lih kupila nove gume, da ga ne dam niti ven, ne. Ampak se še pride priložnost, tako da to je to. Ok. Hvala, Katarina. Hvala še enkrat tebi. Hvala tudi vam, ker ste zdržali tale najin pogovor. Upam, da ste se naučili, dobili dobre informacije za naprej in želim vam vse najboljše. Lepo se imejte in adijo.